morilcem, ki so nas tako lepo uvedli v to luč, v molitev, v skrivnost Boga, kateri se nocoj tukaj odpiramo, ki je med nami. In sedaj je na vrsti drugi del, ko bomo poslušali prvo predavanje in potem pričevanja, ki nas bo še nekoliko bolj uvedli v to skrivnosti odrešenja. Namreč nocoj bo beseda o odrešenju, o tej luči, kateri smo ta večer peli veliko o Jezusu Kristusu. Zato mi je veliko čast in veselje, da lahko med nami pozdravim gospoda Primoža Krečiča. On nam bo nocoj podal nekaj misli, nas uvedel v to skrivnost odrešenja. On je spiritual v bogoslovnem semenišču v Ljubljani, se pravi, kot nalašč prava oseba, kompetentna, da mu o tem lahko veliko pove, poglobljeno, ampak ne samo kot neko suhoparno teološko predavanje, ker vem, da ima moj Bog zelo blizu in da ga tudi osebno zelo dobro pozna in mislim, da bo to zelo dobro znal razložiti in podati skrivnost odrešenja. Prosim, gospod Krečič. Lepo pozdravljeni. Tema odrešenja je tema, ki nas je danes zbrala tukaj. Kot če rečemo besedo Jezus, je isto odrešenje. To je nekaj, kar je najlepšega v krščanstvu. In tudi v predavanjih, v tem, ko predavamo kristologijo in druge predmete, žal nismo ravno najbolj pridni tukaj, da bi se lahko dovolj posvetili. In zato je bilo to povabilo tudi lep izziv, da sem se tudi sam malo soočil s tem, kako bi o odrešenju spregovoril na tak način, da bi vključil izkušnjo, pa tudi, da bi vključil vso nekako teologijo, vse to, kar se danes piše o odrešenju, kar je teološko sporočilo o odrešenju. In tako bomo skušali ta večer na kratko vstopiti v to veliko skrivnost. Odrešenje je povezano z besedo rešitev. Kaj pomeni rešitev za skupnost, za iskalce, za trpeče, za invalide? V bistvu ne more biti našega krščanskega verovanja, če nam vera ne uspe. In vera nam uspe, če smo odrešeni. Če začutimo, da smo v sebi osvobojeni, da smo drugi ljudje, da smo lahko to, kar smo. Zato imamo Jezusa, zato je prišel na svet. To nas uči tiste ljubezni, v katero bomo večno živeli skupaj z očetom na vesih. In v tem je tudi napor nove evangelizacije. Da se odpremo Božjemu odrešenskemu duhu, da se rešimo iz praznega soliranja, iz zavezanosti v greh, iz kompromisov, iz struktur religije, v katero je žal padlo na mnogih segmentih tudi naše krščanstvo. Da odpremo ta klic po odrešenju in po osvoboditvi. Klic po Kristusu, kot smo peli sedaj na začetku. Klic po odrešenskem daru, ki bo prišel do naših globin in nas napolnil z ljubeznijo in s svojim duhom. Kristus je Bog med nami. On je najbolj očitna beseda Boga za nas in je njegova ljubezen. In to se kaže najbolj v tem, da je doživel tudi nasprotovanje in sovraštvo. Da je trpel, vendar ni sovražil. Da je stopil med nas, vendar ni stopil v ideološki boj. Vse nasprotovanje in ves upor zla, ki ga je trpel v sebi in da do kraja strpel v zaupanju in zvestobi, je premagal in ga podaril za nas. Zato je lahko na velikonočni dan in na Benkošti podaril Cerkvi Svetega Duha. In Sveti Duh tudi danes kliče, da bi sprejeli ta dar odrešenja. Koliki ljudje ste se že osvobodili svojih zvezanosti, svojih grehov, svojih porušenih odnosov, svojih ran, svojih razočaranj, zagrenjenosti, bolezni, brezbrižnosti, sovraštva, nevire. Blaženi Janez Pavel II. Je začel svoje papežovanje z okrožnico človekov odrešenik ali odrešenik človeka. Ob tem
vse krščanstvo stoji in pade. Veliki razlog življenja cerkve in oznanila o Kristusu je prav to odrešenje. Rešitev iz nemoči, iz nesvobode, ko se morda niti ne zavedamo, kako smo vklenjeni in zvezani, da ne moramo biti to, kar smo, da ne moramo biti polno ljudje, kot se nas je Bog zamislil, da ne moremo polno živeti svoje sreče. In tudi ta zgodovinski dogodek se kaže prav kot velik klic k Bogu, kot velik klic k rešitvi in odrešenju, pa naj gre za rešitev iz ekonomskih in socialnih težav, za rešitev iz problemov okolja ali vprašanja brezposelnosti ali razdorov med ljudmi, zasvojenosti, bolezni, nesmisla. Zastor zemeljskega raja, ki sta ga ustvarila liberalna miselnost in potrošniška civilizacija, se odpira. Konec je san. Prihajamo v čas novega realizma. In ta realizem nas bo našel ali v praznini, kot je našel in najde mnoge ljudi, ali pa nas bo našel v polnosti, ki odkriva resnično podobo življenja. Tisto življenje, ki kriči po rešitvi, po pristnosti, po drugi strani pa tudi trme in sovraštva, ki noče sprejeti Božjega obiska in njegove ljubezni. Zato smo nocoj še posebej poklicani, da bi sprejeli ta dar odrešenja, da se bi mu odprli, da bi se začeli v sebi še bolj boriti za njegovo pobudo, da bi nas ozdravil. Morda traja ta pot že dolgo in na njej so padci in navdušenja. Toda Gospodova rešitev bo nastopila in njegova moč bo ozdravila ter okrepila našo notranjost in naše življenje. Marsikdo se na tej poti prehitro utrudi in tudi po prejemu daru odrešenja ne nadaljuje z bojem in zvestobo. Ne zaveda se, da ga je prav ta boj in ta dar naredil živega in ga brez tega ne bi bilo, nekje bi vegetiral in plev svoje razočaranje. Prav zato je tako pomembno, da v tej svoji izkušnji razmišljamo, da postane del našega pogleda na življenje, da se pogovarjamo z drugimi o tem, kaj smo začutili, kaj se nas je dotaknilo, tako kot so se pogovarjali prvi apostoli, tako kot so se pogovarjale prve velikonočne priče. Zlasti pa, da to izkušnjo prenesemo našim otrokom, da povemo mladi generaciji, zakaj verujemo, zakaj je blagoslovna našo družino, nad našo potjo, zakaj se splača in zakaj je vredno biti kristjan danes. Da jim povemo, kako se nas je Bog dotaknil, kako smo ga doživeli kot osvoboditelja in kako brez njega v bistvu ne bi mogli živeti. Pri tem so gotovo pomembna določena sredstva. Pomembna je Božja beseda, ki je kot oster meč in zarije med našo stvarnost. Pomembna je ljubezen molitve, ki nas obda svoje močjo, da lahko napredujemo na tej poti in se odpiramo. Pomembni so zakramenti, po katerih se nas Bog dotika in nas odrešuje. Vsi zakramenti so znamenja odrešenja. Pomembna so recimo romanje, pomembna so ta srečanja, pomemben je post. Bomo začeli v postnem času zopet s pobudo posta in molitve za domovino. Pomembna miloščina, pomembni so blagoslovi, pomembna dobrodelnost, pomembni so egzorcizmi. Vse to so sredstva, s katerimi se nas Božje odrešenje dotika in prihaja v naša srca. Seveda je pomembna tudi klima ljubezni, klima, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam je Gospod med nami. To je klima Svetega Duha. In ta danes kliče v cerkvi, da bi se znali sprejeti, da bi bili odprti duhu in temu, kamor nas on kliče. In ko bomo doživeli, in ko doživimo osvoboditev in odrešenje, ko zaživimo to svobodo s polnimi pljuči, je tako pomembno, da vztrajamo. Najlepša lastnost ljubezni je zvestoba. In zvestobo tudi najlepše pričujemo drugim. Pričujemo našim mladim, pričujemo drugim ljudem. S to zvestobo, ki je danes tako zlomljena na vseh krajih. In vemo, da je velik dar Svetega Duha, pa tudi našega sodelovanja z njim. Zato
je prav, da se ob razmišljanju o odrešenju podamo pod križ. Tam se je zgodilo tisto veliko dejanje žrtve, iz katerega črpamo moč Svetega Duha. Moč odrešitve in moč rešitve. Kot sem že prej omenil, v Getsemanskem vrtu in na križu smo bili tudi mi, vsak izmed nas. Vsak človek v tej plejadi milijonov in milijard ljudi v zgodovini. Vsi smo bili tam. In vse nas je Jezus nosil in vse nas je obdal z ljubeznijo. Pri tem smo morda v skušnjavi, da bi se nekam zaprli, da ne bi začutili, kako nekaj velikega je to, ali pa da bi pojem odrešenje nekam skrili. Beseda odrešenje je povezana z plačnino, kupnino, ki so jo dali ljudje, da so odkupili sužnje, redemcijo. In tudi prvi cerkveni očetje, tukaj imamo velikega strokovnjaka, zato patra Mirana, cerkveni očetje so govorili o tem, da so morali plačati kupnino, da je Jezus moral plačati kupnino za človeštvo. Nekateri celo, da je moral plačati hudiču, ali pa da je moral plačati Bogu, zato da se bi pomirila njegova jeza. Toda te poti nam ne predstavijo tiste celovitosti, kaj ne bi bilo odrešenje. Tiste celovitosti, zaradi katere je Jezus prišel tudi v spor s tedanjo religijo, s tedanjimi voditelji, ki so obešali postavo in izročilo, ki so postavljali varnost svoje religije in vpliv v družbi. In to je šlo tako daleč, da so v imenu postave, v imenu neke morale ali pa moralizma Jezusa obsodili in ga prebili na križ. Zanimivo, da je napačno razumljena Božja čast postala razlog za uničevanje ljudi, ko so z nasiljem hoteli vzpostaviti resnico. Jezus pa je zgrabil zlo pri korenini. Bog ni človekov tiran, ni njegov sovražnik, ampak dejansko so tisti, ki ga napačno predstavljajo. In zato je tako pomembno, da si razkrijemo resnično podobo Boga in ne neke zmaličene podobe Boga, ki je še vedno globoko med našimi ljudmi. Boga, ki se ga treba bati. Boga, ki stoji z nami z moralizmom. Boga tirana. In ne Boga, ki se usmiljeno sklanja k nam. Boga, ki nas dela bolj ljudi. Boga, ki nas obda tam, kjer smo najbolj šibki. Ki gre k nam tudi v največje temo, tudi v naš greh, tudi v našo smrt in celo v naš kadaver, v vse, kar smo. Tega Boga, ki se nam je približal Jezusu Kristusu in razodel svojo veličino v svojem trpljenju in svoji smrti. Na križu je ljubezen zmagala vse oblike sovraštva. Zato naj ne moremo več pristajati. Sovraštvo ima moč, da poraja novo sovraštvo in nove zidove. Jezus pa je ustavil to moč sovraštva svojim odpuščanjem. Večkrat smo že danes slišali besedo odpuščanje. To ni pozabljanje, niti ni kompromis za vsako ceno, ali pa ohranjanje miru, ali pa kaj bodo ljudje rekli, kot je značilno v Sloveniji. Ampak odpuščanje prekine moč zla, odpravi njegovo privlačnost, tako da z darom in žrtvijo razkrije novo upanje. Da novo upanje v medsebojnem odnosu, da naredi prvi korak sprave, prvi korak spreobrnenja. Odpuščanje je tveganje, je upanje, da bo zmagala druga možnost, da bo premagano zlo. Zato je odpuščanje vse nekaj drugega kot neka pasivnost. Zato je odpuščanje vse nekaj drugega kot dejanje, ki je za reveže, ampak je dejanje junakov. Dejanje ustvarjalnosti. Dejanje, ki hudobnemu človeku omogoči, da se ponovno vključi v odnos, da ponovno zaživi. Zelo je pomembno, da sprejmemo vlogo žrtve. Kajti, če tega ne sprejmemo, se ne more zgoditi odpuščanje. Mučitelju mora odpustiti, kdor je mučen. Le-ta mora razkriti, da je njegova hudobija brez prihodnosti in upanja. Da se bo njegovo odpuščanje ustavilo,
v njegovem zlu. In tako je tudi Jezus storil. Tako je tudi Bog poslal svojega sina k nam, da je postal žrtev, da se je v njem ustavilo zlo in da se ustavlja še vedno. In prav Božja ljubezen in skrb za odpuščanje kažejo Božjo skrb za človeka. To njegovo odpuščanje je mera odpuščanja. Z njo nas presoja Bog, kakor molimo v Oče naš, odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Odpuščanje odpravlja željo po smrti drugega, po uničenju odnosov. In z vsakim odpuščanjem se začenja nova zgodovina. Da bi prav razumeli Jezusovo odpuščanje, moramo videti njegove posledice. Kako je odpustil na križu in tako je z odpuščanjem postal darovalec Svetega Duha. Sveti Duh je zmagujoča moč ljubezni, ki odpira ljudi, da se lahko polno uresničijo, ki ustvarja klimo, da smo lahko ljudje, da lahko ljubimo, da začenjamo znova, da se lahko uresničimo. To je klima vstajenja, to je klima novih začetkov. Puščanje je podoba, kaj je Jezus in kako se lahko vstavi hudobija. In zato nas Jezus vabi, da bi v Svetem Duhu odkrivali naš greh, ko bo prežel na nas, da bi se odprli prosojnosti ljubezni in da bi se odprli njegovemu delovanju. Da ne bi bili zaprti za molitev in za njegove darove. Sveti Duh je tisti, ki nam pomaga prav v tem boju, da se borimo proti izkušnjavam. Greh je sužnost, Sveti Duh pa je svoboda in odpuščanje in življenje. Koliko zasužnjenosti je med današnjimi ljudmi, koliko brezčutnosti in sovraštva in zamir. Vse to je en sam klic po odrešenju, ki ga odpira Sveti Duh v svoji ljubezni in usmiljenju. In tukaj je še nekaj pomembno. Na poti delovanja Svetega Duha so pomembni majhni uspehi. Ko prvič v njegovi moči uspeš, ko imaš veselje, da si premagal zlo. Evangelist Luka pravi, da je po skušnjavah hudobni duh odstopil in da so pristopili k Jezusu angeli mu stregli. To je tisto veselje, ko si premagal hudobijo, ko si ostal zvest tam, kjer si prej padal. In tega veselja nam svet ne sme vzeti. In to veselje nam podpira Sveti Duh. Da bi ga bilo čim več, da se bi po majhnih korakih zmeraj bolj borili za tisto pristno podobo po svobodi in pod vsem, kar nas kliče Gospod. In Jezus nima tukaj neke čarobne palice, ampak pričakuje z naše strani, da se mu mi odpremo, da zakričimo. Kot zakriči otrok, ko se rodi in kot je Jezus zakričal na križu. Prav ta klic na križu je zadnja točka med človeštvom in Kristusom. Klic po rešitvi. In prav ta klic je bistvo tudi odrešenja. Da smo se povezali zopet s svojim virom, da je veja zopet našla drevo, da je reka zopet našla svoj izvir. Zato lahko prisluhnemo svetemu Pavlu, ki nas večkrat poudarja, da je Bog za nas podaril svojega sina, da smo Božji ljubljenci, da smo ustvarjeni po podobi sina. Prav ta sinovski odnos do Boga je nekaj, kar je stanje odrešenosti, da se upamo pred njem sprostiti, da smo lahko to, kar smo, da vemo, da smo ljubljeni, da smo pri Bogu doma, da lahko živimo v tej ljubezni. Glavni smisel Kristusove ljubezni je torej odrešenje od greha. In prav v tem odrešenju se nam odkriva ljubezen, ki gre do kraja. In prav ta mora spremeniti smrt v življenje. Ljubezen do kraja. Kdor ljubi do kraja, ker pri ljubezni je bistveno prav to, vse, da ljubi do kraja, spremeni življenje, smrt v življenje. In zato, če rečemo, zame ne boš nikoli umrl, pomeni, da me ljubiš do konca. Pri maši imamo prav tisto, to je moje telo, ki se daje za vas, vas se ti daje.
In ta ves je tisto, kar odrešuje. In tako je cerkev lahko vesoljni sakrament odrešenja. Bi zaključil 4 vidiki odrešenja, o katerih govorimo v teologiji, in se mi zdi, da so zelo pomembni tudi za naš pogled na odrešenje. Prvi vidik odrešenja, o katerem govori teologija, je osvoboditev. Poznali so ga že Izraelci. Središče njihove zgodovine in vere je bil izhod iz Egipta. Bog jih je reševal, Bog jih je osvobajal. In takšna osvobodilna večerja, bila tudi zadnja večerja. In takšno dejanje osvoboditve je naredil tudi Jezus. Drugi vidik je solidarnost. Bog je v Jezusu solidaren z nami, je za nas. Stopa v vseh krajih in na vseh področjih z nami. Sveti Pavel pravi, da je križan skupaj s Kristusom. Prav to, biti s Kristusom križan, stopiti v to največjo solidarnost Boga z nami. In potem gotovo tudi, da postanemo drug drugemu solidarni na tej poti. Da bi postala naša cerkev solidarna na poti odrešenja. In potem tretja stopnja je nadomestništvo. Jezus je stopil na naše mesto. Jezus je trpel naše grehe. Kristus vse trpi na svojem križu in v zapuščenosti, da bi nam pripravil naš dostop do Boga. In prav ta njegova izkušnja oddaljenosti, ko je zakričal moj Bog, zakaj si me zapustil, je ta izkušnja, ko nas je vse nosil v svojem srcu. Ko je bilo trpljenje tako hudo, da je zasenčilo tudi njegov odnos z očetom, da je stopila ta oddaljenost v njega, ki je nekaj nezaslišanega za osebe v Sveti Trojici. In potem še 4. vidik, ki se mi zdi, da je najlepši, to je vidik ljubezni. Ljubezen, ki spreminja, to je odrešenje. Prav ta vidik se mi zdi, da je še posebej pomemben, kot sem že prej omenil. Ko rečemo nekomu, ljubim te, pomeni, zame ne boš nikoli umrl, zame boš vedno živ, zame boš večen. In to nam govori Gospod s svojim odrešenjem. In tudi visoka pesem pravi, da je Božja ljubezen močnejša od smrti. Zato nas ne le rešuje pred smrtjo, ampak nam prinaša večnost. Ljubezen je nikoli prisiljena, ampak svobodna in vodi v nova darovanja. In prav to novo darovanje, to je v bistvu večnost. Potem ljubezen predstavlja ustvarjalnost. Ljubezen obuja življenje. Ljubezen vabi k odnosu in se podarja. In pri tem ne gleda na žrtev, na ceno. Cilj je drugi. Drugi, ki je tako pomemben, da zanj vse podarimo. Še več. Z njim želimo deliti življenje. Se razodenjamo v odnos, da nas spremlja in da nas čisti. In v tej ljubezni odkrivamo svoje Božje sinovstvo. Da smo ustvarjeni za sinove nebeškega Očeta. In da nas Jezus v sebi dela te sinove. Da smo s krstom začeli to pot. In da smo lahko srečni, ker smo varni, ker smo v njegovih rokah. In pomembno je to, pomemben je, da je ta dar za vse ljudi. V Jezusu so vsi ljudje odrešeni. Nihče ni izključen. Nihče ne more reči, Bog pa mene je zavrgal, Bog pa mene nima rad. Moje rane so prehude, moji grehi so prehudi, preveč sem zbežal nekam v življenje. Ne, Jezus je trpel prav za vsakega človeka in objema vsakega človeka. Od nas pa je odvisno, če bomo sprejeli to ljubezen. Če bomo tako ponižni in iskreni, kakor Peter, da se je ob njegovem pogledu zjokal. Ampak v tistem pogledu, ko je šel tam po ploščadi velikega duhovnika, ko sta se pogledala Peter objogan in Jezus ves poten in od krvi in pretovčen. V tistem trenutku je Peter doživel svojo veliko noč. In takrat je postal skala. Takrat je postal novi človek. In vsem skupaj želim, da bi v takem srečanju z Jezusom
tistim, ki je trpel, tistim, ki je za nas umrl in ki je vstal od mrtvih, da bi živeli naše življenje in da bi lahko drug drugemu neprestano ponavljali: dobro je, da si, zame ne boš nikoli umrl. Hvala. Vivo imena Jesus.